pravzaprav bilo preprečeno veliko tega, kar se nanaša predvsem na ministra Goljubiča, na kreditiranje firme Ultra, preprečila se razprava o tem, kako je prišlo do dodelitve pri teh študentskih bonih in tako naprej. Tudi predsednik državnega zbora marsikdaj preprečil opoziciji, da bi sploh vložila amandma, da bi vložila nek predlog, zelo trivialno obrazložitev uporablja, se pravi, amandmaja ne pustim vložiti ali po njem ne bomo glasovali zato, ker je diametralno nasproten od vsebine v zakonu in podobno. Prav tako smo se v tem mandatu soočili z problemom, da je prišlo na plenarno sejo državnega zbora potvorjeno besedilo in poročilo, ki je bilo obravnavano na delovnem telesu, to je bilo pri zakonu o razvojni pomoči Pomurju. Tam so bila zapisana v dopolnjenem predlogu zakona rešitve, po katerih na delovnem telesu niso niti razpravljali, še manj glasovali. Nič pravzaprav ni koalicija storila, da bi se ravnanje preprečilo, sploh pa da bi sprejela kakršnokoli sankcijo ali odločitev proti poslancu, ki je to povzročil. V tem mandatu je tudi značilno, da se mnoge temeljne stvari, ki so za to državo usodnega pomena, kot so recimo odločitve vezane na urejanje odnosov s Hrvaško, tudi nekatere reformne zadeve, ki jih bo potrebno sprejeti, dogajajo mimo opozicije. V prejšnjem mandatu smo pač postavili relativno visoke standarde pri tem, na kakšen način je bilo omogočeno tudi sodelovanje opozicije pri temeljnih zakonih in pri temeljnih vsebinah pomembnih za to državo. V tem mandatu se je s to prakso popolnoma prekinilo. Pa je bilo pričakovano, da bi sedanja koalicija to sodelovanje dvignila na višji nivo, kajti tudi razmere, zaradi katerih je potrebno bistveno več sodelovanja, so bistveno težje, kot so bile v preteklem mandatu. V preteklem mandatu je bila država v zagonu, v tem mandatu smo pravzaprav država, ki najbolj zaostaja za znotraj Evropske unije in je več kot potrebnost. Tu se vidi, da koalicija pravzaprav nima orodij. Ta orodja so kvalitetni predlogi, s katerimi bi se lahko soočala z opozicijskimi strankami in predvsem zaradi tega se tudi koalicija po nepotrebnem zapleta in povzroča razne proceduralne spore in zaplete, ki ne koristijo nikomu. Žal pa opozicija mora pri svojem delu opozoriti tudi na situacije, ko so kršena določena pravila ali pa pravice vseh, ki tu nastopamo. Da koalicija ne deluje dobro, se vidi tudi iz izjave ene izmed vodij poslanskih skupin koalicije, gospod Svete Zalokar Oražem, ki je na konvencije svoje stranke dejala, ali kdaj bomo že dobili kakšen zakon iz koalicijskega sporazuma. To kaže pravzaprav na to, da koalicija ne deluje. In ko sem postavil to poslansko vprašanje vladi, je vlada dala zelo neužiten odgovor. Skratka, kot da tega vprašanja, kako se izvaja njihova koalicijska pogodba, ne razume. In to kaže tudi na raven komunikacije. V tem mandatu je prišlo tudi do bistvenega poslabšanja ugleda in položaja Republike Slovenije v mednarodni javnosti. Prišlo je do vrste nerazumnih odločitev, ne samo, da se je preprečila v državnem zboru razprava o resoluciji Evropskega parlamenta in sprejem te resolucije v slovenskem parlamentu,
ne samo, da se je tam tudi zavrnil dan obeležitve spomina proti totalitarizmom, prišlo je tudi do vrste drugih odločitev v državnem zboru, ki mečejo na Republiko Slovenijo zelo slabo luč. Nekaj teh stvari je nastalo na lokalni ravni, predvsem v mestni občini Ljubljana, ko se je ponovno vzpostavila Titova ulica. Mnoge stvari pa so se zgodile tudi predvsem zaradi odločitev v koaliciji. To, da se ne praznuje dan obeležitve padca totalitarizmov v Evropi, se pravi dneva, ki je praznovala vsa Evropa, vsa Evropska unija, je politična odločitev. Ta je bila sprejeta pač nekje pri nas. In da se podeli eno najvišjih državnih odlikovanj nekomu, ki je pravzaprav zaviral razvoj demokracije, je pa še drugo pomembno simbolno dejanje, ki ga je sprejela ta vladajoča politika. Prav tako podelitev Agramaja Zavgajevu, ki je vpleten v kršenje človekovih pravic. To so dejanja, ki pravzaprav kažejo, da so se zgodile nove vrednostne prioritete v slovenski politiki in da so človekove pravice pravzaprav potisnjene daleč na obrobje. Mi pričakujemo, da bo vlada v tem letu modrejša, da bo pripravila boljše ukrepe, da bo začela sodelovati tudi z opozicijskimi strankami v državnem zboru. Treba je reči, da tudi teh 35 ali 40% parlamenta, ki predstavlja opozicijo, ima zagotovo dobre predloge, dobre rešitve. Vsaj naša poslanska skupina je tista, ki skupaj s strokovnim svetom predlaga dobre in konsistentne rešitve. In jaz upam, da bo ta koalicija sposobna te zadeve povzeti, jih tudi morda v nekem skupnem dogovoru oblikovati v obliki zakonskih predlogov. In to bi po našem mnenju pripomoglo, da bi Slovenija ponovno stopila na čelo te evropske karavane. Če bo vlada povzela naše predloge, pa sama pripravila na osnovi pobud, ki smo jih dali s tem našim tretjim protikriznim paketom, potem lahko računamo, da bomo lahko ta pad gospodarske rasti usmerili naprej. Kajti to so ukrepi, ki omogočajo delovna mesta, to pa je pravzaprav temelj za izhod iz krize in pa tudi situacije, v kateri se je Slovenija po nepotrebno našla.